Dober dan, prijatelji, kolegi, opazovalci in seveda subscriberji. Kot ste opazili, sem vam že posnel, da je Bauhaus Rudnik zaklenil svoje parkirišče ob 8 zvečer, kot zapirajo seveda ta Bauhaus Rudnik. In najbolj, kar je bilo zanimivo, je bilo to, da dejansko so mi takrat, ko sem klical in se trudil, da bi prišel ven, ker so vse rampe zaklenjene, torej se nobena rampa ne dvigne, po 8 uri zvečer, to pomeni, ne morete več ven, in potem je to ratalo in sem tam nekje mimo enega izpuljenega količka prilezel čez pločnik in čez sneg ven. Torej, so mi takrat, ko sem klical to varnostno službo, dejali, da je to nekje napisano, da to piše povsod po parkirišču. No, danes sem zopet obiskal ta Bauhaus Rudnik, kjer vidite Bauhaus, uvoz. To je Bauhaus Rudnik, Ljubljana, Slovenija. Pa poglejmo. Pogledam tukaj tabla, kjer piše video nadzor. Naši izdelki so varovani z elektronskim sistemom. In ničesar drugega. Čas hranjenja posnetkov, nadaljne informacije in tako naprej. Nikjer ne piše, da se, bi rekel, tale zadeva zapre. Torej, bi rekel, ne vem, pa poglejmo na parkirišče, tudi to sem naredil, ne boste verjeli, tudi to gledam, tamle vidim veliko tablo, kjer piše video nadzor, nikjer ne duha, ne sluha, da parkirišče po 8 uri se zaklene in ne moreš ven. Torej, bi rekel, zadeva je definitivno za tožbo proti temule Bauhaus Rudnik, kajti, če brez opozorila zaklene ljudi noter in noben ne želi tega odpreti, lepo prosim, je to definitivno stvar za odškodnino in ne samo za opozorilo, ampak za bistveno kaj drugega. In tako bomo tudi zahtevali. Tudi za vsak slučaj bi rad pogledal še, če sem kjerkoli spregledal, jaz nikjer ne vidim, tukaj piše gor osebni avtomobil s prikolico. Vsekakor bi moralo biti napisano z veliko tablo na vhodu, da je po 8 uri nemogoče priti ven iz parkirišča, ampak kot kaže se Bauhaus na to dejansko požvižga. Tako kot je rekla gospa iz Valina varnostna služba, kamor sem takrat tudi klical. Poglejte, še tukaj lepo piše, vozite s hitrostjo pešcev. Nikjer ničesar kaj takega ne vidim, tudi na vratih ne. Ne vem, varovanje, ne vem, ne bom niti bral, ampak vsekakor je to nekaj ustna odredba in kaj ima Valina security, ampak jaz vam odkrito povem, tega ne vidim. In me resnično zanima, kje je to napisano, ker jaz tega žal nikjer ne vidim. Če pa so to skrili nekam, ne vem kam, pod zemljo ali pod asfalt, potem je pa to dejansko zelo samo neodgovorno. Pa poglejmo za vsak slučaj še malo naprej, ampak jaz resnično ne vidim nobene table, na kateri piše, da se zapre parkirišče ob 8 zvečer. Ne vem, če je kdo drug, ki bi rekel, je to videl ali je to opazil, bi zelo rad, bi rekel, zvedel. Ker bi rekel, kaj tazga, pa si definitivno ne morete dovoliti, dragi Bauhaus. Kakorkoli, bi rekel. In definitivno je gospod direktor Bauhausa Slovenije odgovoren za to, da sem se jaz tam pelal in lezel čez pločnik in seveda bil zaprt na tem parkirišču. In vsekakor bo to tožba zoper vas, dragi Bauhaus Rudnik. Za druge Bauhause niti ne vem, ampak vsekakor si kaj takega ne morete dovoliti in si tudi ne boste dovolili, dragi moj Bauhaus Rudnik. Kakorkoli, poglejmo še na drugi vhod, morda na drugem vhodu kaj podobnega piše, sicer dvomim, ampak če smo že tu, zakaj pa ne bi preverili še tukaj. Tukaj lepo piše jamstvo najnižjih cen. Za to so poskrbeli, torej za oglaševanje svojih cen, za video nadzor so tudi poskrbeli. So table, ki pišejo, da je video nadzor, ker sem vam tudi prej pokazal. In seveda, dragi Bauhaus, če vam tega še noben ni povedal, vam bom jaz, Bog Franci, in vas seveda, ker sem že objavil, tudi tukaj nikjer ne piše, lahko še enkrat pogledava.
piše namen in pravna podlaga, torej za videonadzor, je preprečevanje vandalizma, preprečevanje tatvin in kaznivih dejanj, ne vem, jaz nikjer ne vidim, da bi bila zadeva zaprta po 8 uri zvečer. Tako da vsi tisti, ki ste ostali v Bauhausu, prosim vas, če me kontaktirate, mogoče skozi Messenger, od spodaj bi rekel, pustite svoje sporočilo ali pa napišite kaj na talele Goljufi Slovenije, kjer je objavljen Bauhaus Rudnik, kajti vsekakor bomo zoper njih sprožili sodne postopke, kajti kaj takega si ne morejo dovoliti, kljub temu, da so Bauhausi in baje so polni samih sebe. Ker tudi, če se spomnite, ko sem vam povedal, da sem klical Valino, so povedali, da je to Bauhausova politika in da pa domače povedano jih ne briga za svoje stranke, kar smo tudi opazili zdaj zadnje cajte, in to res nima nobene zveze z avstrijskim ali nemškim Bauhausom. Ljubim vas vse, God Franci, izpred Bauhaus Rudnik, Ljubljana, Slovenija. Čau!